na tiskovni konferenci ministra za obrambo, magistra Mateja Tonina, z nami sta kolegica Simona Grmek iz STA in Mojca Širok iz RTV. Bomo dali ministru besedo, da pove nekaj o zasedanju, potem pa vam bomo dali še na voljo možnosti za vprašanja. Samo opozarjam, da se bo tiskovna konferenca tudi snemala z naše strani. Tako, izvolite, minister. Dober dan, spoštovani gospe, lepo pozdravljeni, hvala lepa za vašo udeležbo. Strnil bi 5 nekih bistvenih stvari teh 2 dni, ko smo zasedali obrambni ministri v okviru EU-ja in pa v okviru tudi Nata. Najprej se bom lotil kar denarja oziroma obrambnih izdatkov, ker je to podlaga za vse ostale stvari, ki sledijo. V zvezi z obrambnimi izdatki naj poudarim, da je Slovenija kljub vsem tem povečanjem še vedno na repu tako v Evropi kot tudi v okviru zavezništva Nata. Zakon o investicijah, zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski je vojski zagotovil 1% državnega proračuna za investicije. Prepričan sem, da 1% letno državnega proračuna za obrambo in varnost ne more biti preveč. Pri proračunih za leti 2022 in 2023, ki sta bila že potrjena na vladi in tudi poslana v proceduro v Državni zbor, predvidevamo za leto 2022 1,3% BDP-ja obrambnih izdatkov in pa leta 2023 1,4%. Plan je, da v skladu z obljubo prejšnjega premierja in pa tudi vsemi ostalimi obljubami, ki so bile dane v tej vladi, do leta 2024 dosežemo 1,5% BDP-ja za obrambne izdatke. Resolucija, ki je bila v zadnjem času problematizirana, predvideva, da naj bi se obrambni izdatki do leta 2035 dvignili na 2%, pri čemer je dinamika zelo pomembna. V teh prvih 2 letih, torej ko imamo tudi še mi možnost, da s proračunskimi dokumenti predlagamo določene stvari, se obrambni izdatki povečujejo precej bolj intenzivno, kot sem rekel, prihodnje leto 1,3, potem 1,4. Po letu 2024, ko dosežemo 1,5, se pa obrambni izdatki nekoliko umirjajo in rastejo zelo počasi, torej v naslednjih 10 letih do 2%. Še dodal bi stvar, ki se pojavlja zdaj v medijih, češ kako se namenja veliko za obrambo in varnost, na drugi strani pa ne za zdravstvo. Za obrambne izdatke bomo namenili 1,3% BDP-ja, medtem ko za zdravstvo namenjamo, smo v letu 2020, ko so zadnji podatki, namenili 10,1% BDP-ja. Torej bi rekel, da gre za pomembne razlike in vsekakor ne držijo očitki, da se za obrambo in varnost namenja več kot za samo zdravstvo. Če grem naprej na drugo pomembno stvar, seveda, ki je tesno povezana tudi z obrambnimi izdatki, je razvoj zmogljivosti. Torej, sredstva so podlaga za to, da razvijamo zmogljivost in na tem NATO ministerialu so bili potrjeni tudi NATO-vi cilji zmogljivosti. Tukaj se je za Slovenijo zgodila velika stvar. Veste, da smo več kot 10 let zavezništvu NATO obljubljali, da bomo izgradili 2 srednji bojni bataljonski skupini. Ko sem prevzel dolžnosti, se mi je zdelo pomembno, da nehamo zavajati zavezništvo in da se soočimo z realnostjo, kakršna pač je. Glede na klimo v Sloveniji mi je jasno, da 2 srednjih bojnih bataljonskih skupin praktično ni mogoče zgraditi. Zato smo šli v intenzivna pogajanja z zavezništvom in se tukaj na tem mestu tudi zahvaljujem moji ekipi tukaj na stalnem predstavništvu, kot tudi doma na Ministrstvu za obrambo, ki so v vsem tem času tudi garali zaradi tega, da so bili ti današnji novi cilji zmogljivosti za Slovenijo tudi lahko potrjeni. Po tem dokumentu Slovenija zavezništvu obljublja 1 srednjo bojno bataljonsko skupino, nič več 2. Hkrati smo pa v zameno za 2. srednjo bojno bataljonsko skupino zavezništvu ponudili tisto, kar imamo, ladjo Triglav, novo transportno letalo
in pa zgradili bomo tudi izvidniško enoto. Potem, če se premaknem na tretjo stvar, je odnos med NATO in Evropsko unijo, čemur je bil posvečen poseben del tudi v današnjem dnevu. Sami veste, da se v zadnjem obdobju zelo veliko govori o strateški avtonomiji Evropske unije. Pomembno je, da to strateško avtonomijo vsi razumemo enako. Danes sem sam v razpravi kot predsedujoča država, pa tudi francoska kolegica in številni drugi kolegi jasno poudarili, zlasti našim ameriškim zaveznikom, da strateška avtonomnost Evropske unije ne pomeni tekmovanja z NATO-om, ne pomeni tekmovanja z Združenimi državami Amerike, ampak pomeni zgolj našo večjo samostojnost in močnejša Evropska unija hkrati pomeni močnejši NATO in manjše prelaganje bremen na naše zaveznike v Ameriki. Tukaj so bila seveda odprta vprašanja, kaj ta prizadevanja po strateški avtonomnosti pomenijo. Mislim, da smo s tem, ko smo opravili široko razpravo, odgovorili na številna vprašanja, predvsem pa prispevali k večjemu medsebojnemu razumevanju. Pri včerajšnjem sestanku, ki smo ga imeli na ravni evropskih obrambnih ministrov, je seveda zadeva tekla o večji avtonomnosti Evropske unije v strateškem kompasu. Tukaj bi rad poudaril naslednje, da je bilo v javnosti omenjeno teh Initial Entry Force pa Rapid Reaction Force. Zdaj, bistvena stvar je, da nas v tej fazi samo ime niti ne zanima. Si pa želimo zgraditi neko učinkovito skupino, ki bo sposobna hitro odreagirati in tudi posredovati v imenu Evropske unije. Po razpravi sodeč, nas je velika večina se navduševala nad tem, da prenavljamo in dodeljujemo evropske bojne skupine in da ne delamo novega mehanizma. Torej, da evropske bojne skupine European Battle Groups prenovimo na način, da bomo pripravljenosti 6 mesecev recimo podaljšali vsaj na 12, da bodo zadeve bolj predvidljive, da intenziviramo skupno usposabljanje, da ustanovimo skupno poveljstvo in pa da tudi zagotovimo skupno financiranje. Zgolj te stvari bodo recimo konkretno povečale samo operativnost evropskih bojnih skupin. Pomemben poudarek je tudi ta, da si to želimo delati v okviru obstoječih pogodb Evropske unije. Torej, tukaj naj omenim 44. člen pogodbe o EU-ju in da ne želimo na novo odpirati pogodb zaradi tega, da bi te procese naredili kakorkoli drugačne. Je pa kar nekaj manevrskega prostora, da jih racionaliziramo in da jih še pospešimo. Moje uvod bi pa rad zaključil se še z strateškim kompasom, ki je eden izmed ključnih in zelo pomembnih dosjejev v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji. Vesel sem, da se tukaj dogajajo pomembni premiki naprej. Včeraj smo imeli še nazadnje takšen neformalen posvet za smernice, kako si predstavljamo ta dokument. Ta dokument naj bi prvi osnutek bil narejen sredi novembra na našem formalnem zasedanju obrambnih ministrov, potem pa seveda se pričakuje, da nekje marca v času francoskega predsedovanja naj bi bil dokončno usklajen in potrjen. Tukaj je Slovenija zagotovo naredila pomemben korak naprej. Številni kolegi so nam za naše delo čestitali. Zdaj, na kratko rečeno, pa se vsi skupaj prizadevamo, da bo šlo to predvsem za političen dokument, ki bo zelo jasno usmeril, kako se bo Evropska unija odzivala na same krize in kako bo zagotavljala varnost njenim državljanom. Najlepša hvala, minister. Zdaj pa priložnost za vprašanja. Torej vidim, Mojca je bila prva. Izvoli, prosim. Jaz se najprej opravičujem ministru za to zamudo. Dober dan
smo čakali predsednika vlade na drugi lokaciji, ampak se je tam pol zavleklo na srečo, tako da smo lahko z vami. Jaz imam dve vprašanji. Prvo je na Afganistan. Zanima me, kaj ste obrambni ministri rekli v zvezi z naučenimi lekcijami po umiku sil iz Afganistana in kolikšen del debate je zajemala ta debata. In drugič, če mi lahko malo podrobneje pojasnite te evropske bojne enote, ki naj bi jih, cel ta koncept, no, vse nekaj ste zdaj rekli, ampak v čem je razlika v bistvu zdaj med to pobudo, ki se je pridružila tudi Slovenija in tem, o čemer ste zdaj vi govorili? A prav razumem, da Evropska unija ustvarja pač te neke bojne enote za hitro posredovanje, ki naj bodo potem tudi neodvisne od sodelovanja posameznih držav znotraj v zvezi NATO? Skratka, gre za dve ločeni strukturi, tega nisem točno razumela, ker ste rekli v okviru že danih struktur, ampak ločeno od NATO. To bodo zgolj pač te enote za znotraj Evropske unije ali ne? Hvala. Da se najprej dotaknem European Battle Groups, ne. Zdaj morda sem v tem mojem uvodnem pojasnilu prepletel stvari, ki so bile debatirane na ravni sestanka ministrov za obrambo Evropske unije in pa NATO ministrijala. Zdaj, ta zadeva v zvezi z evropskimi bojnimi skupinami se seveda dotika Evropske unije. In Evropska unija že ima ustanovljene evropske bojne skupine, ki so na papirju obstajajo. Slovenija celo zdaj v tem času deklarira v te skupine določene enote. Problem te skupine pa je, da v vseh teh letih doslej niso bile nikoli angažirane. Do angažmaja teh skupin pa ni prišlo, ker je precej zakompliciran političen proces odločanja, kdaj te sile aktiviramo, in pa tudi, bi rekel, sama interoperabilnost ali pa, če hočete, sodelovanje različnih enot zaradi manjše količine usposabljanj, vaj in tudi zaradi pomanjkljive strukture poveljevanja je pač bil problem, da, če strnem, da te skupine niso bile uporabljene. Zdaj, pri številnih krizah se je pokazalo, da Evropska unija potrebuje neke sile, ki lahko hitro odreagirajo v njenem imenu. Američani to lahko naredijo zelo hitro, Rusi tudi, Kitajci tudi, skratka, vse velesile imajo možnost, da na krize oziroma na dogodke, ki lahko ogrozijo njihove interese, zelo hitro odreagirajo. Evropska unija pač tega nima in te stvari do zdaj delala bilateralno oziroma posamezne države. In v tem kontekstu se že ves čas vrti razprava, kako ta problem razrešiti. Bile so že danes številne ideje, od evropske vojske pa do Initial Entry Force in tako naprej, da ne bi se zdaj ukvarjali z tem posameznim imenom, ki tukaj ni bistveno, ampak glede na razprave, ki smo jih imeli, je jasna intenca, da ne želimo vzpostavljati novih mehanizmov znotraj Evropske unije, ampak da želimo prenoviti obstoječe. In ker imamo evropske bojne skupine že ustanovljene, želimo te prenoviti na način, da se prvič pospeši sam decision making, se pravi odločanje, in pa da se vzpostavi, po domače povedano, poveljevanje in kontrola na način, da bojo te skupine tudi operativni. To sta dve ključni zadevi, ki bi pomagale pri tem, da bi bila tovrstna skupina bolj operativna. Zdaj, lahko se pogovarjamo v tehničnem smislu, ne. Za neko resno delovanje so vsi poudarjali, da 6-mesečno deklariranje je enostavno prekratko, da se je treba pogovarjati o daljšem časovnem obdobju, da je treba razrešiti vprašanje financiranja, je to stvar posameznih držav članic, je to stvar skupnega financiranja. Skratka, take tehnične detajle si želimo izboljšati zaradi tega, da bi bile te evropske bojne skupine veliko bolj odzivne in pa tudi učinkovite in pa morda v prihodnosti tudi realno uporabljene. Tudi ta vprašanja bodo naslovljena v strateškem kompasu. Glede Afganistana bi rekel, če je bil NATO ministrijal razdeljen na 4 posamezne dele, je bil Afganistan in pa lessons learned ena izmed teh, se pravi, bi rekel, da smo četrtino časa posvetili Afganistanu,
Trenutno teče zelo intenziven postopek, kaj je šlo narobe oziroma kaj bi bilo možno narediti boljše. Jaz verjamem, da bo ta postopek preverjanja teh stvari se končal v letošnjem letu in da bodo neki konkretni zaključki vsekakor izdelani. So bila zelo jasna prizadevanja v smeri, da se ne bi tukaj sprožil nek blame game, ker bi drugega krivili, kdo je za kakšno stvar bolj odgovoren, ker to nam seveda ne bo pri ničemer pomagalo, bo pa kakšne naše nasprotnike okrepilo, tako da to je bil eden izmed pomembnih poudarkov. Zdaj, moja razprava je šla pa zlasti v smeri tega, da se je v 20 letih naše prisotnosti v Afganistanu vendarle Afganistan pomembno spremenil, da če kaj, potem so se v teh 20 letih zrastle generacije, ki so mnogo bolj izobražene in prav izobrazba, pismenost je tisto najmočnejše, kar smo dali Afganistanu, ki bo ostalo tudi za nami in tudi zato talibani tega ne morejo zaobiti, morajo to dejstvo, da je danes afganistanska populacija oziroma družba mnogo bolj izobražena, kot je bila pred 20 leti. In še eno stvar sem poudaril, da smo ali pa da je zavezništvo NATO absolutno podcenilo stvar korupcije, da afganistanske vlade niso premagali talibani, ampak da je afganistansko vlado zrušila korupcija. In da se moramo tudi v prihodnosti na napakah učiti in da edina oziroma prva stvar pri rokovanju z Afganistanom in pa talibanom ne sme biti denar, ne, ampak izpolnjevanje njihovih zavez. Torej, da bi morali striktno vso zdaj kakršnokoli razvojno pomoč in pa tudi drugo pomoč talibanom pogojevati z jasnim izpolnjevanjem zavez, ki so jih dali mednarodni skupnosti, pa recimo tudi konkretno Američanom. Hvala lepa. Naslednji bomo dali besedo Simoni iz STA, prosim. Ja, hvala lepa, upam, da se slišimo. Pozdravljeni minister, samo dve vprašanji za vas. Ena je tudi nekako vezana na Afganistan, pa me zanima, zdaj po vašem, kakšno vlogo bo igral zdaj NATO, v bistvu zdaj omenjeno je bilo včeraj, da bo tudi še naprej NATO si prizadeval, da Afganistan ne postane spet varno zatočišče za teroriste. Zdaj, kakšna bo zdaj ta vloga NATO v tem boju proti terorizmu, mogoče v tem širšem smislu, kot mednarodni skupnosti. Drugo vprašanje pa je vezano na podpis teh NATO-vih ciljev zmogljivosti. Zdaj, vi ste omenili, da slovenske cilje, da se pač zdaj Slovenija uspela nekako prilagoditi. Pa me zanima, glede na to, da Slovenija do zdaj je imela nekako težave pri izpolnjevanju teh ciljev v okviru NATO, a zdaj menite, da bo v bistvu šlo to lažje, da bo zdaj ti cilji bolj uresničljivi? Hvala lepa. Najprej glede ciljev zmogljivosti. Ena izmed stvari, ki sem se jo zastavil na začetku mandata, je, da želim, da je Slovenija kredibilen partner in da naših zaveznikov ne zavajamo in da se na nek način ne norčujemo z njim. In da jim povemo dejstva takšna, kot so, in tudi kakršnakoli neprijetna že lahko so. Tudi zato se je ekipa pogajala za spremembo naših ciljev zmogljivosti, ker glede na politične okoliščine doma, glede na prisotnost stranke Levica v parlamentu, ki je pomembno pri tem vprašanju radikalizirala tudi druge stranke, mi je jasno, da v sedanjih okoliščinah dve srednji bojni bataljonski skupini ne bo možno zgraditi. In zato smo seveda začeli pogajanja z zavezništvom, da smo se dogovorili, da bo namesto ene srednje bojne bataljonske skupine Slovenija ponudila druge stvari. In tukaj smo ravnali pragmatično in praktično. Zavezništvu smo ponudili tisto, kar danes Slovenska vojska že ima oziroma bo dobila v kratkem. Omenil sem ladjo Triglav, omenil sem tudi novo transportno letalo in še nekatere druge stvari, ki jih bomo zavezništvu dali namesto te srednje bojne bataljonske skupine.
Vsekakor v trenutni situaciji zadeve tečejo zelo lepo, da bomo te zaveze tudi izpolnili. Sami veste, da je bil sprejet zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski, da iz tega naslova so v Slovenijo že prišla lahka oklepna vozila Oshkosh, da smo v finalu, bi rekel, postopka, da dobimo tudi večja oklepna vozila Boxer, ki bodo tekla v okviru mehanizma OCCAR. Denar v proračunih je zagotovljen, poseben zakon je sprejet, tako da vsaj v tem smislu jaz ne vidim nobenih težav, da teh zavez ne bi uresničili. V kolikor jih ne bi uresničili, bi šlo to absolutno za neko politično odločitev, ampak poudarjam pa, da denar je zagotovljen, postopki tečejo, tako da če bo vse tako, kot mora biti, ni nobenih ovir, da ne bi tudi teh ciljev, ki smo se jim zdaj zavezali, tudi izpolnili. In to na kredibilen način, ker dejansko tisto, kar smo obljubili, bomo tudi naredili. Glede nove vloge Nata v Afganistanu, mislim, da bo se predvsem Nato v odnosu do Afganistana osredotočil na antiterorizem oziroma na preventivne aktivnosti, ki bodo prispevale k temu, da Afganistan ne bo postal znova varno zatočišče za različne teroristične skupine. Hvala lepa. Igor Jurič se nam je še pridružil z RTV, pa še damo njemu besedo. Izvoli, Igor. Ja, lep pozdrav. Se opravičujem za zamudo, ker smo mislili, da bo imel premier tiskovno, ampak se je stvar zavlekla, tako da bi imel dve kratki vprašanji. Eno je, gospod minister, glede Afganistana. Že včeraj je Stoltenberg dejal, da je zelo pomembna ta preselitev Afganistancev, ki so jih evakuirali iz države, cirka 2000 skupaj z družinskimi člani. Ali Slovenija tukaj namerava še kaj ponuditi, da bi sprejela še kakšne dodatne te, ki so jih evakuirali, ki so v teh tranzitnih, tako imenovanih centrih? To je prvo vprašanje, potem sta pa imam še vprašanje nekaj v zvezi z letalom, ki ste ga ravno kar prejle omenjali, transportnim, in sicer jih zanima v Sloveniji, zakaj ste bili na Banki Slovenije in o čem ste se pogovarjali z guvernerjem, ker menda naj bi se o tem nakupu transportnega letala. In če ste dejansko bili pri guvernerju, kaj ste se z njim pogovarjali z guvernerjem in zakaj sploh, če pa načeloma naj bi to financiranje potekalo prek finančnega ministrstva? Hvala lepa za odgovor. V zvezi z Afganistanom so posamezni ministri poročali, kakšna je trenutna situacija, koliko je prisotnih kje ljudi, in da seveda se pričakuje, da bo vsakdo v zavezništvu izpolnil svoje zaveze. Zdaj, na Slovenijo ni bila naslovljena nobena konkretna ponudba po dodatnem sprejemu ljudi iz kvote Nata. Imeli smo predlog in pobudo, da sprejmemo določene ljudi iz kvote EU institucij, to smo tudi storili, gre za 5 družin. Še vedno si pa prizadevamo za evakuacijo, ekstrakcijo ene družine, ki je sodelovala s Slovensko vojsko in še vedno ostaja v Afganistanu. Smo v rednem stiku z njimi, maksimalno se trudimo. In tudi tukaj sem v moji razpravi poudaril, da bi moralo zavezništvo delovati čim bolj enotno, da ne bi ta evakuacija ljudi, ki so še ostali v Afganistanu, sprožila neke nenavadne tekme med posameznimi državami članicami, kdo bo hitreje in kdo bo lažje kakšno stvar dosegel, ampak da bi morala ta stvar potekati koordinirano. Jaz si vendarle želim, da v najkrajšem možnem času še rešimo iz Afganistana to preostalo družino, ki je ostala tam v Afganistanu. V zvezi z letalom, ja, ustvarja se neka zgodba, ki jo dejansko ni, ne. Zadeva gre pa takole.
Sami veste, da delamo transportno letalo po principu vlada vladi, da smo z italijansko stranjo praktično uskladili vse tehnične podrobnosti, torej kakšno letalo, kakšno usposabljanje zraven dobimo, koliko rezervnih delov, kako je z vzdrževanjem tega letala, torej vse te tehnične podrobnosti so usklajene. Minister Gverini je v italijanskem parlamentu napovedal, da naj bi ta pogodba bila dokončno podpisana do konca oktobra. Nastal je samo en problem in to je, da nam je italijanska stran predlagala, da v Republiki Italiji Ministrstvo za obrambo odpre poseben račun, kamor bi nakazali sredstva za to letalo. Mi smo seveda to zavrnili, ker smo dejali, da je to za Slovenijo nesprejemljivo, da Ministrstvo za obrambo odpira kakršnekoli račune v Italiji, ker mi delamo posel z vlado in mi želimo ta denar nakazati italijanski vladi. Italijanska stran nam je to predlagala zaradi tega, da se izognejo, da bi naše plačilo šlo v njihov integralni proračun, se pravi, da ne bi slovenska stran nakazala Ministrstvu za obrambo Republike Italije, potem bi pa to šlo v njihov integralni proračun. In mi smo seveda rekli, da naj pač v okviru zmožnosti poiščejo rešitev, da mi to nakažemo italijanski vladi. Na Banki Sloveniji sem pa preveril možnost, če je možno, da do rešitve problema na italijanski strani ta denar nakažemo na italijansko centralno banko, iz italijanske centralne banke gre pa potem ta denar na Ministrstvo za obrambo Republike Italije, ko oni ta pravni ali pa tehnični problem odprtja podkonta ali če hočete podračuna v njihovem ministrstvu uredijo. Skratka, naša zahteva je zelo jasna in to je, da denar mora biti nakazan na Ministrstvo za obrambo Republike Italije, ker delamo posel vlada vladi, da pa italijanskim kolegom morda pridobimo nekaj dodatnega časa, ker so problematizirali, da bi znali pri njih postopki odprtje tega podračuna trajati precej dolgo, da v tej prvi fazi zadevo izpeljemo tako, da Ministrstvo za obrambo prek Banke Slovenije nakaže denar na centralno banko Italije, kjer pa denar počaka do takrat, da Italijani formalno odprejo podkonto v njihovem obrambnem ministrstvu. Zdaj, kdo bo vprašal, zakaj to počnemo ali pa zakaj to delamo? Zaradi tega, ker je od nakazila odvisno, kdaj bo šlo tudi letalo v proizvodnjo in kdaj ga bomo dobili. Vsak mesec, ki ga izgubimo, vsak mesec kasneje bo prišlo to letalo. In stvar se mi zdi praktično nesmiselna, ker imamo pa vse ostale tehnične podrobnosti usklajene. Upam, da je bil moj odgovor dovolj izčrpen, zaradi tega, ker sem dobil občutek pri branju nekaterih slovenskih medijev, da se iz tega želi ustvariti spet neka taka zgodba, da se nekaj prikriva, da se nekaj skriva, ampak zato želim biti popolnoma transparenten, vse kar dati na mizo, ker se mi zdi, da so itak vsi ti posli pod drobnogledom in da kakršnekoli čudne stvari lahko ogrozijo prihodnje investicije. Zaradi tega sem vam odgovoril zelo na široko in zelo podrobno. Jaz bi samo eno vprašanje, je sicer rahlo nenavadno, no, glede na moje izkušnje, ki sicer na vojaškem področju niso zelo velike, ne, da se minister v bistvu ukvarja z prenašanjem denarja z računa na račun, ne. Ampak to samo pač, se pravi, moja opazka. Bi me pa zanimalo, če lahko poveste, o kakšni vsoti govorimo? No, minister se ne ukvarja s prenašanjem denarja, naj to zelo jasno povem, a ne. Minister zgolj preverja, ali ta tehnična možnost obstaja, da se denar pred nakazilom na italijansko vlado deponira na centralni banki Republike Italije. Če ta tehnična možnost ne obstaja, potem vemo, pri čem smo. In ker se guverner Banke Slovenije ne sestaja z, bi rekel,
uradniki na Ministrstvu za obrambo, ampak se je sestavil z mano, je bil to edini način. In želel sem preveriti, ali je to možno, ker če tega ni možno narediti, seveda potem je zgodba precej bolj komplicirana. Ampak jaz vendarle upam, da bodo Italijani pospešili in našli način, da ta podkonto odpravijo. Zdaj, jaz sem preveril, če bi to morali mi narediti v Sloveniji, je proces dolg slab mesec. Jaz mislim, da glede na to, da so naši kolegi Italijani tudi v Evropski uniji, bi morali se tudi po Sloveniji zgledovati in to stvar urediti. Upam pa, da jim bo uspelo to še nekoliko prej. Hvala lepa, še Je kakšno? pa se veste, ne, vidim pa, da aktivnosti ministra za obrambo nekateri motijo, pač sem takšen, da se trudim biti maksimalno aktiven in stvari, ki se mi zdijo, da stojijo nekje, pač osebno potisniti naprej. Ker jaz bi lahko križem rok stal in čakal, da se bo čas odvrtel, ampak potem rezultatov ne bo. Vsi pa rabimo rezultate in Slovenija rabi transportno letalo čim prej. Hvala lepa, minister. Še kakšno vprašanje mogoče? Ja, samo to še, če lahko poveste, za kakšen znesek gre, o kakšnem znesku govorimo približno? Znesek je odvisen od tega, kakšno predplačilo bodo Italijani zahtevali in je to še stvar diskusije. Zagotovo bo pa šlo za nekaj milijonov evrov. Ne bo pa v zdaj tej prvi fazi letalo plačano v celoti, to naj pa zelo jasno povem. Ampak gre za pogajanja, ki so še v teku, koliko milijonov evrov zahtevajo prednakazila zaradi tega, da letalo dajo na proizvodno linijo. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Ne. Potem pa najlepša hvala. Najlepša hvala, minister, najlepša hvala, kolegi. Zahvaljujem se vam za prisotnost in se vidimo naslednjič. Nasvidenje. Hvala lepa. Hvala Hvala lepa.